V Novi Sloveniji želimo dati jasno sporočilo, da se nam zdi način, na katerega se je aktualna vlada lotila reševanja draginje energentov, hrane in boja z inflacijo, neresen. V Novi Sloveniji menimo, da vlada očitno enostavno ne prepoznava in se ne zaveda razsežnosti krize, ki nam grozi to jesen. In to nas skrbi. Ta kriza bo po našem mnenju in po naših izkušnjah drugačna, kot so bile dosedanje, saj bo poleg ranljivih skupin, tistih, ki so šibkejši, bolj nemočni, prizadela tudi srednji razred. To pomeni gospodinjstva z člani, ki so zaposleni, ki delajo, kjer sta dva zaposlena, oba delata. In kriza bo, recimo temu, močno udarila tudi ta del aktivnega prebivalstva, srednji razred. Če vlada seveda ne bo odreagirala hitro in celovito, učinkovito. V Novi Sloveniji menimo in predlagamo vladi, kot že večkrat, da nujno potrebujemo interventni zakon za boj s podražitvami energentov, hrane in inflacijo in pomoč gospodarstvu. Splošna draginja za ljudi in gospodarstvo postaja resničen problem in resen problem in pričakujemo hiter, učinkovit, celovit odziv sedanje vlade. Sedaj pa smo žal po našem mnenju priča samo parcialnim rešitvam, ki so tudi neresne in absolutno ne zadoščajo velikosti izziva oziroma težave. Pozivamo vlado, da nemudoma pripravi interventni zakon za boj proti draginji energentov, hrane in boj proti inflaciji, ki ga moramo nujno dobiti v obravnavo in sprejeti v parlamentu še pred poletnimi počitnicami. Sicer nas čaka izjemno težka jesen in dolga zima. Ljudje bodo, če ta kriza udari tako, kot se napoveduje, živeli zelo težko, gospodarstvo in trg dela bosta lahko zelo prizadeta. Ko pride do tega, so reakcije vedno prepozne in zaradi tega manj učinkovite. Okrevanje je veliko daljše in težje, kriza pa težja za vse državljanke in državljane. Zaenkrat se zdi, da se vlada zgolj parcialno odziva na posamezne težave in na kritične situacije, ko že izbruhnejo. Torej, najslabša varianta reakcije gre po našem mnenju zgolj za gašenje požarov. Velikokrat smo v tem času priča temu, da se pomaga zgolj tistim, ki so najbolj glasni. In to ni dobro in to ni dovolj. Potrebujemo sistemske in celovite rešitve. V 3 točkah nanizam nekaj predlogov Nove Slovenije. Prva točka je boj z inflacijo. Naš cilj bi moral biti, da ostaja inflacija v Sloveniji na ravni povprečja Evropske unije. Sedaj smo precej nad povprečjem Evropske unije. V Sloveniji se je inflacija v juniju močno okrepila in na medletni ravni sedaj znaša že 10,4%. In tu še niso upoštevane zadnje podražitve energentov. Na eni strani imamo države z relativno nižjimi stopnjami od povprečja EU. Povprečje EU je nekje dobrih 8,6%, Slovenija pa je z 10,4% krepko nad povprečjem Evropske unije. In to se je zgodilo, gospe in gospodje, junija letos. Kajti do maja je bila Slovenija v okviru povprečja inflacije v državah Evropske
unije. Slovenija mora biti, po mnenju Nove Slovenije, vsaj v povprečju držav Evropske unije in to bi moral biti cilj vlade. Z inflacijo se da upravljati, vlada ima orodja, izkušnje kažejo na to, da se jo da držati v nekih normalnih okvirih in v Novi Sloveniji menimo, da samo čakanje in opazovanje gibanj, inflacijskih gibanj, ne bo pomagalo, nikakor pa ne bo prineslo rešitev. In pozivamo vlado, da tu začne proaktivno reševati izziv inflacije. Menimo v Novi Sloveniji in predlagamo, da bi lahko dobro naglasili ta izziv inflacije z znižanjem davka na dodano vrednost. Kajti zaradi višjih cen in te inflacije, ki jo omenjamo, bo država ob istih stopnjah DDV-ja letos samo pri energentih in pri hrani pobrala bistveno več davka na dodano vrednost, torej bo priliv v proračun iz tega naslova bistveno višji. Predlog Nove Slovenije je preprost, celovit, hiter in učinkovit za vse državljanke in državljane, kajti vsi smo potrošniki, in sicer znižano stopnjo DDV-ja se država na nek način odpove temu večjemu prilivu v proračun in ga investira v to, da vsi skupaj živimo bolj vzdržno in smo tudi bolje pripravljeni na potencialno jesensko krizo. S tem se tudi stopnja inflacije zniža in se drži v okvirih, kot smo predlagali, povprečja držav Evropske unije. V Novi Sloveniji se nam zdi pošteno, da se država odreče delu teh večjih prilivov iz naslova davka na dodano vrednost in na ta način pomaga ljudem. In s tem zmanjša tudi inflacijske pritiske. Kot drugo točko bi pokomentiral predstavljene ukrepe vlade za področje boja draginje hrane. Ključni ukrep vlade, ki je bil predstavljen do danes zaradi izjemnih rasti cen hrane, je oblikovanje in spremljanje košarice 15 izdelkov, kjer bomo kupci lahko primerjali cene izdelkov med različnimi trgovci. V Novi Sloveniji res trdimo, da je predstavljanje takšnega ukrepa kot ključnega ukrepa vlade Republike Slovenije za boj proti draginji hrane enostavno neresen. To je podcenjujoče do ljudi. Mi ta ukrep kot potrošniki, kot kupci v trgovinah pravzaprav že izvajamo. Trgovci imajo razne letake, v njih navajajo cene in vsak, ki želi upravljati svojim proračunom ali pa z družinskim proračunom, pravzaprav pregleda te cene in se na podlagi svojih preferenc in nižjih cen odloča za nakupe. In mnogi to delajo že zaradi tega, ker sicer ne bi prišli skozi mesec s svojimi prihodki. V Novi Sloveniji menimo in poudarjamo in še enkrat pozivamo vlado, da naj nujno in čim prej pripravi resne ukrepe za pomoč ranljivim skupinam. Opozarjamo pa, da naj bodo ti ukrepi naravnani tudi na srednji razred prebivalstva. Ne samo za najranljivejše, ki jim je potrebno pomagati. In kot slišimo, so tudi nekateri predlogi ciljani v to. Ampak ta kriza bo prizadela aktivni srednji sloj prebivalstva in tudi njih morajo ti ukrepi, za katere pozivamo vlado Republike Slovenije, da jih pripravi in predstavi še pred poletnimi počitnicami, vsebovati in jim pomagati. V Novi Sloveniji ves čas poudarjamo, da mora tisti, ki dela, tudi iz tega dela dostojno živeti. In z nekaterimi ukrepi, tudi zakonom o dohodnini, ki bi prinesel in že prinaša višje neto plače, smo šli sistemsko in celovito
reševati tudi te izzive. Naj opozorim, da že zdaj številne nevladne organizacije opozarjajo, da vse splošna draginja vse pogosteje prizadeva tiste, ki delajo, pa svojimi prihodki ne zmorejo poravnati mesečnih življenjskih stroškov. In še tretja točka komentarja na predstavljene ukrepe, in sicer za področje kmetijstva. V Novi Sloveniji podpiramo ukrep vlade, da se slovenskemu kmetijstvu zaradi dvigov cen osnovnih surovin in goriv, energentov, nameni pomoč v višini dobrih 22 milijonov evrov. To je dobro. Prav tako podpiramo predlog odkupa slovenske pšenice za potrebe domačih rezerv. Prehranska prihodnost je negotova, prav tako ne vemo, kaj se bo dogajalo s prehranskimi verigami. In vsekakor je dobro, da slovensko pšenico, ki jo imamo skoraj dovolj za naše potrebe, in tudi ostalo hrano čim bolj zadržimo doma in s tem zagotovimo prehransko varnost in zadostno preskrbo s hrano. Smo pa v Novi Sloveniji kritični do načina, kako se je vlada teh predlaganih ukrepov lotila. Dejansko so bili ukrepi oziroma predlog odkupa domače pšenice sprejet brez nekega resnega premisleka, brez dogovorov s ključnimi deležniki znotraj kmetijstva, in sedaj se kaže, da so pravzaprav izhodišča popolnoma nedodelana in tudi njihova izvedba ni jasna. Spremljamo odzive ključnih deležnikov, ki nimajo bistvenih informacij o tem, kakšna bo cena, kakšne količine in na kak način se bo odkupovalo slovensko pšenico. In v Novi Sloveniji menimo, da je to pravzaprav v času, ko je žetev sredi največje izvedbe, res neresno. Tako se z kmeti, proizvajalci hrane, kmetijskimi podjetji ne ravna. In dejstvo je, to so kmetje in ostali proizvajalci hrane že nekajkrat izpostavili, da oni pšenico že imajo požeto, jo žejejo, jo že prodajajo in verjetno ne bodo čakali, da država ta odkup izvede preko postopka javnih naročil. Torej, prepozno se je vlada lotila tega, nepremišljeno in ne celovito. Vladi predlagamo, da bolje pozno kot nikoli, čim prej sede za mizo s ključnimi deležniki, proizvajalci hrane, kmetijskimi podjetji, kmeti, in da se vključi strokovnjake z področja kmetijstva in agrarne ekonomije in da se še poskuša nadoknaditi to, kar je že skoraj zamujeno. Novi Sloveniji torej pozivamo vlado še enkrat, da spozna morebitne težke razsežnosti te krize draginje energentov, draginje hrane in pa grozeče inflacije, ki, tako menimo, lahko v jeseni močno udarijo vse državljanke in državljane Republike Slovenije, tako najšibkejše, kot tudi srednji sloj prebivalstva, zaposlene, in naj pripravi nemudoma celovit, učinkovit interventni zakon za boj proti draginji hrane in energentov in boj proti inflaciji in ga predlaga parlamentu v obravnavo in sprejem še pred poletnimi počitnicami. To je dolžna narediti.